Kam iz sebe da? Slovenski vrlog je dobil novo dimenzijo, uradno smo zdaj tudi lahko malo državniški. Slušalke po želji. 1, 2. A si pa tisno gum? Ja, pa ne komod. Jure, preden damo besedo gospe predsednici, si boš ti vzel 20 sekund, da jo predstaviš čisto zares pa uradno, ne? Ja, dragi vsi, jaz imam malo treme, ampak sem ponosen, ker je pa dan z nami gospa predsednica Republike Slovenije, Nataša Pirc-Musar, pa tudi motoristka, pa tudi strokovnjakinja za varstvo podatkov, pa ne vem, če bom zdaj to prav rekel, ampak jaz mislim, da snaperist na bowlingu. Če jaz smem, Jure je uporabil besedo trema, ne? Meni delujete tako, da jo nikoli nimate. Ste nekako vedno suvereni v teh svojih nastopih, pa ajde, tako bom rekel, če jo že imate, jo dobro skrivate, pa če jo imate, a je večja takrat, ko imate recimo govor pred Združenimi narodi, ali ko je treba zadeti tistih v 10. rundi, kako se reče pri bowlingu? V 10. okvirju. V 10. okvirju, ko je treba zadeti strajk. Vedno imam malo treme, ampak take pozitivne, jaz pravim, če treme ne bi imela, ali pa tisti, ki govori, da nimajo malo psihopata, ker vsak nastop je določen stres. Jaz sem se ga navadila, saj že dolgo vrsto let pač pred mikrofoni in kamerami nastopam. Zdaj, če naredim primerjavo v zvezi z vprašanjem, ki ste mi ga zastavili, sem mislila, da bom imela ful veliko tremo v OZN, ker je bil to prvi moj govor kot predsednice republike v svetovni palači narodov, ampak je kar šlo. Pa bila sem edina, ki sem strotelbob nabrala, ker je na voljo in sem rekla, veste kaj, jaz pa to znam, a ne, dajte, prosim, meni to prepraviti. In je kar šlo. Nič se nisem zmotila. Ne vem, nekako se tudi na tej funkciji že kar lepo prvajam. Ogromno enih govorov, zdaj vsega tudi ne morem z glave, ker skačem iz toliko različnih vsebin z ene na drugo, da se mi včasih že v pisarni čudijo, kako lahko iz vojnih veteranov preskočim na duševno zdravje, pa na, ne vem, podnebne spremembe. Ampak nekako, kar tam možgansko viharjanje oziroma brainstorming funkcionira v redu. Gre. Kaj pa fokus pri samem metu pri bowlingu? Bowling. To je pa posebna vrsta koncentracije. Bowling je včasih tako kot šah, ni sicer zelo aeroben šport, ne, tam lih ne teče dol od ene tekme, ampak je pa miselno naporen. Zdaj tisti, ki ste kdaj bowling igrali, si mislite, kaj je ono kroglo, tam dol mečeš, pa kegelčke podiraš, ampak v bowlingu je treba na toliko enih stvari misliti, kakšno kroglo boš vzel, preštudirati vzorc, namreč razlika med keglanjem in bowlingom je ravno v tem, da na keglanju steze niso naoljene, na bowlingu so in na vsako tekmo, ki prideš, je drugačen vzorc in ga moraš znati prebrati, da veš, kje bo krogla naredila reakcijo, kako se prestavljati. Skratka, kar precej z glavo zadelati. Drugače pa ja, na vsakem treningu, na vsaki tekmi približno 1 tono zmečem. Moja krogla ima 14 funtov, se pravi nekaj več kot 7 kil. In toliko metov v bistvu gre 1 tona premoga v klet. Ne? Tu sem se zdaj spomnil, ko sem kot študent, ne, lažem, sploh nisem bil študent takrat. Ne, prek študentskega servisa. Ne, sem delal takrat v Domžalskem Heliosu in smo se fantje po upravljenem delu, zvečer smo se hvalili, kdo je več zmetel, kdo je imel tono, pa pol. Tako da to so pomembne stvari zavedati. Na koncu je treba črto potegniti. Absolutno. Pa pri nas so še tiste žirafe, veš, te potegi tudi štejejo. Roka boli na koncu. Ja, seveda, ne. Razumem. To ni kar tako. Zdaj bo pa Ciril rekel, pejmo nazaj, ali ne da tako? Ja, ne, res me to zanima, zato ker se je evidentno, takoj, ko greš na splet, je Wikipedija, pa je konec koncev tudi spletna stran vaše odvetniške pisarne, pa povsod zelo veliko vas piše, ampak načeloma se začne, je en zelo velik gap je. Rojena leta 1968, pa potem 1992 zaključek te formalne izobrazbe, pa potem še pravosodni izpit, 97, ampak mene konec vmes me zanima. Od 68 do 92. Ja, mislim, zanima me... Nora leta. Zanima me čisto konkretno, kakšno otroštvo je bilo, pa kaj se v prvi 3 stvari, na katere pomisliti? Jaz sem bila darkarca, eno obdobje sem bila skos v temnem, moji mami šlo to ful na živce. Sebe je minil pol. V glavnem lepa mladost. Jaz sem doma iz Mekin pri Kamniku, tudi v osnovno šolo sem, najprej v podružnično šolo, tako, mislim, da še zdaj obstaja.
ne mislim, vem. In potem v Kamnik na osnovno šolo Frana Albrehta, 8 let, ki so bile še takrat, te sem se takrat že začela športom ukvarjati, najprej sem z lokom streljala, sem bila republiška prvakinja v lokostrelstvu, to ne vem, če ste kje zasledili. Opa. Ja, tako da šicanje in natančno merjenje še iz loka ven pride. Potem sem začela igrati pa rokomet, smo imeli enega fajn trenera, ki nas je punce navdušil, no, da smo se začeli res z rokometom ukvarjati. Jaz sem šla pol igrati tudi rokomet k Olimpiji, celo srednjo šolo, ne, zeleno, ki te hočem zeleno. Ja. Pa malo vijolične za vmes za balans. Ja, no, Olimpiji in odete, tle moram priznati, da sem na vse tekme hodila, potem še na hokej, košarko, no nogomet lih ni bil moj cup of tea, ampak včasih tudi pogledam. Tako da to je moja mladost, šport, pridna sem bila v šoli, no to je mama pa sta bila zelo vesela, no, da nista imela dela z mano, no, kar se tega Tomosa tiče. ni bilo vmes? A seveda je bil. To sem čakal, gospa predsednica. Seveda je bil, ampak najprej je bil Pony Express. Zgodba tega Pony Expressa pa v bistvu zelo, zelo zanimiva. Našla sem ga zažganga v eni poti, kamor sem hodila na sprehode in ga je nekdo kar tam pustil. Očitno se mu je užgal in je bil tam ves zasmojen in jaz pokličem očeta svojega, se rekla, ati deva tole midva domov pelata, se z tega da kaj narediti. Vedel je, da imam jaz strast do brzine. Vedno sem zraven vesela, ko je oče svojega fičota šraufal, pa kasneje 101, pa Jugo 45, vse te jugoslovanske avte smo mi dali čez. No in mi da ta motor privlečeva domov, moj oče pa takrat delal v Galvani, v Titanu in je razstavil ta motor na prav faktor, je zgalvaniziral čisto vsak kovinski del in sestavil nazaj, puhovo mašino imel še, res Pony Express, ta prav, in ga je sestavil nazaj in ta motor je delal in to je bil moj prvi motor. Zdaj sicer ne, starša sta bila kar stroga, to je bilo že malo pred 15 letom, ker pač ne bi smel lih motorja voziti, ampak po ulici gor pa dol sem jaz ga kar parkrat, ati upam, da ne poslušaš, ka ga ni bilo doma, ker sta bila v službi, jaz lepo v garažo Pony Expressa zalaufamo, se pelemo tam po ulici gor in dol, pri 15 seveda pol tisti spitak, za motorček. In pol je ta Pony Express, malo je bil že prepočasen, zmatran. No in potem sem jaz dolg časa težila za avtomatika, Tomos avtomatik rdeč. Sem ga dobila za konec osnovne šole, lih sem bila 15 let stara. No in jaz dobim potem tisti novcat motor, jaz ne vem, od kje sta starša takrat denar napraskala, nismo bili lih pri denarju, ampak nekako te moje želje, ki sem jih v življenju imela, res sem jima neskončno hvaležna, vse sta naredila, da sem izživela te svoje sanje ali motor. Za prvo avto sem šla že sama delati, moj prvo avto, to je bilo tudi še pred letom 92, je bila Bauha. Sva je tudi z Zatijem šraufala, en sodelavc od očeta mi prefarbal celega tistega peglezna. To je za 400 mark sem ga takrat kupila, sem bila kelnerca, sem zaslužila pač nekaj denarja čez počitnice in valjda tudi to je bilo zame prepočas. In se še danes spomnim, sem tisto Bauhico pa za 700 mark prodala, skratka 300 mark plusa se je takrat naredil. Naslednji moj avto je bil pa pol Nissan Sunny. To je bil pa ful dober avto, res Nissan Sunny. Kupila sem si ga pa, ker sem začela delati na Adria Airways, takrat sem dobila kerozin v zadnico. Je bil 1.6, je bil 1.4? 1.6. 90 konj. 4x4? Ne. Ni 4x4. Skratka, Nissan Sunny, srebrn, v tem avtu sem res, kako uživala. Vedno sem kupovala rabljene avtomobile do tega zadnjega, ki ga zdaj imam, pa ga ne morem več voziti, ker me zdaj okrog vozijo, sem kar malo žalostna, malo pogrešam, to pa res pogrešam. Vedno rabljene, pol je bila Mazda 323, ne F, čeprav tiste F, ki so se lučke dvigali, tako malo fancy za punce bi izgledali. Pol je bil na Audi A4, tudi rabljen, no in pol moj pa prvi nov avto, ki mi ga je pa Max skonfiguriral, se je spustil v detajle, kaj vse jaz v tem avtu moram imeti, je bil pa Mercedes All-Terrain. Res. Ampak ta avto je pa, mislim, karavan, zato da bowling krogel lahko vzadi. To, kar češ. Vse, res. Pa all-terrain. Ja, all-terrain, ja. Prej ste rekli, da vam ne pustijo peljati avto, ampak naši obveščevalci pravijo, da ste pa zadnjič malo kršili protokol.
Kaj je to res? Ampak to naši, prav. Naši obveščevalci. Satelit NASA je je poslala pokazal. Kjeri vaši obveščevalci? Iz satelita se promptno razvidi, da ste se sami odpeljali na kavo. Da ste obiskali nekoga. No, ne bom nič rekel. To je ena taka mala Prosim, ker to zdaj tam moji varnostniki v zuniji poslušajo, jih bom slišala pola. Hočem reči, Ne, nič ni bilo, vse je bilo v redu. Je težko to narediti, ta preskok, spustiti volan pa se usesti na zadnje sedeže. Jaz zelo rada vozim. Jaz sem večni šofer, no moram reči še ena stvar, ki me spremlja od leta 68 naprej. Jaz namreč ne pijem alkohola, pa ne zato, ker bi imela karkoli proti v zmernih količinah, jaz pravim v redu po pameti, a ne z glavo na zabavo ali karkoli že za slogan vzamemo. Ampak jaz imam alergijo na alkohol in ga ne prenašam. In jaz sem bila večni šofer z vseh žurov domov in meni je bilo to super. Vsi so vedeli, da Nataša bo vedno trezna, da lahko računajo name, da jih bom domov zvozila in sem res, res rada v avto. Daljša, ki je bila fura, bolj mi je bilo fajn. Ne? Tako da zdaj res to pogrešam. Je pač tako, da je predsednica države najbolj varovana oseba v državi, plus predsednik vlade, mi dva imava isti režim varovanja in se varnosti niti odpovedati ne morem. In ja, pogrešam. Pogrešam tudi biti kdaj sama v avtu, ker jaz sem si musko nažgala, prepevala v avtu, zdaj pred mojimi fanti ne upam. Ne, tako pa. Če bi Varko ti zunaj vedel, da je Saša zakleno vrata zdaj. Ja. A pa nimate kakšnega gumba, da kaj skup zleze v stene? Ni da bist. Ni da bist. Ni. Ne, je BMW kar marcina, no 750 Li, sej to se vidi po cesti, tudi nimam kaj skrivati, ta podaljšana verzija, ki je pač za politike, za državnike, tako da vse se v zadnji kamor sedi, ne bom nič rekla. Ni hudga, koliko je tam 4400 kubikov, 500 konov, tako da to je to. Meni je všeč, v katero smer je ta podcast zavil, ker sem mislil, da bomo počas prelezli, če se kar upotapa. Smo šli takoj na hard. Lahko je eno tako dosti intimno vprašanje, pa tudi, če ne želite odgovoriti, pač ne bom. Kawasaki date tudi na koleno? Na koleno? Kako mislite na koleno? Motor je pa druga zgodba. No? Motor je pa, če sem kje kazni dobivala, sem jih v avtu, na motorju niti ene. Ne vem, v avtu včasih pozabam, koliko hitro grem. Vse sem tudi že večkrat javno povedala, da sem kar nekaj pik nabila na svoj kaznovalni račun. Zdaj moram reči, da imam 0, pa ne zdaj sem zato, ker ne vozim. Ne, že odprej, ker se ti zbrišajo po določenem času. Na motorju niti enkrat prehitro, nikoli nobene kazni. Motor je zame ena druga zgodba, no. Jaz že zelo dolgo vozim motor, ampak nikoli nisem divjala po cestah. Moram reči, da sem bila zelo vesela v tistih mojih začetnih časih. Sem imela, moj prvi motor je bila Yamaha Virago, čoparček, tak luškan. 250? Ne 650, 250, oziroma zame 650. In sem bila v motoklubu Furje. To je bil tak prvi ženski motoristični klub, ampak je bila tam ena Romana, ki je bila predsednica našega kluba, je bila res motoristka z dušo in srcem, ampak ona nas je pelala. Brane Tolegano še takrat, ki mislim, da je zdaj že v penziji, Brane. Malo prej sem ga srečal. Brane je nas učil varne vožnje na motorju. Mi smo šle na relacijske vožnje skupaj, dogovorjeno, koliko hitro vozimo. Vse je ta Romana za nas naredila in to je bila ena taka super šola zame in uvod iz, rekla, Tomosa avtomatika in Spolni ekspresa, potem na mal težji motor. In od takrat naprej sej, ne bom rekla, potegnem na avtocesti, grem, kakor motor zmore, ampak jaz nikoli ne grem prehitevati v ovinke, v škarje, res niti enkrat, pa vozim motor, res, zdaj moram že zračunati, koliko let. In to je, mislim, da je prav tako punce tudi mačkan drugače vozimo, čeprav verjetno tudi med nami kakšna, rada kdaj še malo bolj podivja, kot bi bilo potrebno. Saj to bi moj Max lahko veliko več povedal od mene, da jaz tega mulca nazaj držim pri motorjih, in sem ful srečna, da se zdaj v šraufat avte spravil. In sem mu vedno rekla, da mlad poba ni za motor. In midva sva sklenila en dogovor, ki ga je sicer zdaj Max že kršil.
Namreč, ko sem Kako si ima on to? kupila, on je pač že toliko star, da ni treba mami skozi poslušati, se to vzamem v zakup. Jaz sem si tudi lansko leto prvič kupila nov motor, prej sem imela tudi vedno rabljene. Pač v eno obdobje v življenju, ko nisi toliko pri denarju, pač živiš svoje hobije z rabljenimi stvarmi in meni je bilo to super. Potem sem seveda eno obdobje v odvetniški pisarni, nisem nikoli lagala, jaz sem zelo dobro zaslužila. Jaz sem zdaj manjš prihodke na poziciji predsednice republike kot v odvetniški pisarni. No in tekom te svoje predzadnje službe sem si pač kupila res in nov motor in nov avto. In no, z Maxom smo imela dogovor, on mi je izbral ta motor, jaz sem rekla, Max, jaz bi en nov motor, pa Harley milih ni mal nižji, kaj sem imela prej GS 650 BMW-ja, sem si dala sicer sedež znižati, punce imamo mal probleme, ker sej, ne, vi še boljš veste od mene, je treba z obema nogama trdno treba stati na tleh in starejši, ki si, a ne, bolj stabilen moraš v nogah biti in se reka, grem na mal nižji motor. Spet se je Max poglobil v raziskavo trga in mi je Kawasakija Vulcana S pokazal in rekel, mami, to je pa zate. Sem rekla, pa si bom res kupila nov motor, ampak daj vam midva en dogovor sklent. Ta motor dobiš ti čez 3-4 leta, ko bom pa jaz res nehala voziti motor. Nekje je tudi meja za starejš gospe, a ne? Pa je treba iti na 4-kolesnik, verjeten. No in je Max rekel, v redu, mami, dajva se pač tako zmeniti, ampak mulc fardamana, ne, je pa zdaj si že kupil enega, ne vem, sicer kva po moje 125 kubičnega, kar še močnejšega ne more voziti, a ne, ampak ne, skratka, kakorkoli sem še vsem vesela, da to niso bile želje in pritiski Maxa pa 18-19 letih, zdaj je star 22 let, no, in ajde recimo, da je že malo vzrel v glavo, tudi na strojni fakulteti študira, ima rad tehniko, rad ima motorje, rad ima avte, tako da, zasmejala sem se in sem rekla, ja, kaj čem zdaj. Gospa predsednica, naj vas, vidim, da ste se zdaj tako zamišljeno zagledali v tem, kako fant raste, pa kaj mu je všeč, ampak jaz vam povem, vse bo v redu, kri ni voda, ne. Aha, a to je to? Ja. Tako se to zgodi in jaz mislim, da gre čisto po pravi poti. Ne prekmala, ne, ampak če želi, pa vendar. Ne. Všeč mi je tudi, da je na strojni fakulteti, da bo razumel barvitost vsega energetskega sveta, ki nas čaka v prihodnje. Mi je ravno prej razlagal, kaj je to Fargazar. To je to. Kako pa se upam, da bomo Fargazar rabili še v naslednjih 60 letih. Tako da sem malo pomerjen, kar se tiče vsega tega. Jaz bi pa še malo pri Maxu ostal, zaradi tega, ker sem ga enkrat slišal na enem soočanju povedati, oziroma je rekel, da podpira to, da bi Slovenija nekoč nekdaj imela dirkališče. Kakšno je pa vaše stališče glede tega? Vam moram povedati zgodbo o zadnji. Namreč, tekom predvoljivne kampanje je bilo nekaj oddaj, v katere so želeli seveda ali moža, ali sina, ali nekoga od svojcev. No in na nacionalni televiziji šel z mano Aleš, moj mož, na Pop TV, sem pa rekla, Max, pejti ti, a ne? In pa sem rekla, za božjo volo, ziher te bojo vprašali, kaj je o meni, kakšna sem, da mi nož tako na kanalu A rekel, moja mat je buldožer. Sem rekla, prosim, da je nekaj lepšega o meni, povej. No in Petra Krčmar je vodila tisto oddajo in potem na koncu ne pride čas, da so svojci pač nekaj povedali o vsakem predsedniškem kandidatu in Petra pristopi k Maxu in ga vpraša, Max, kaj bi pa ti naredil, če bi bil predsednik? In jaz zajamem sapo in rečem, joj, Max, prosim, sam ne o legalizaciji trave govoriti, no, ne, me šlo čez glavo, ne, prosim. In Max provali to, kar ste rekli. Jaz bi pa za dirkališče se zavzel. Zakaj? Ni prav, da Slovenci hodimo na Grobnik, zakaj ne bi imeli v Sloveniji, a ne? In treba je nekje se zdivjati po cestah, se ne divja, mejmo dirkališče. In potem na Facebooku, na Twitterju, na Instagramu. Meni je tam malo ukradil šov. Za nekaj dni. To je bilo Maxa za predsednika, vse živo se je dogajalo. Pa mislim, čist je me zasenčil, ampak sem ponosen. A veste, kaj je? No, čaj, Ciril, tu moramo zdaj še... Zdaj si imaš pa že 2 zapored. Ampak, lej, pač, če je Max nastavil take temeljne, zdaj moramo tudi zvedeti od gospe predsednice, kaj je zdaj s tem. Če sem jaz za. Ja. Jaz sem zelo za.
Midva z Maxom sva šla na Grobnik s ta novim mojim motorjem, sicer je rekel, mami, no, kaj tako počas voziš, sem rekel, da se tle uživamo, že po ravnini ga spustila, kakor ga lahko spustila, še zdaj imam zmehčan asfalt na gumah, zdaj se bo začel, ne bo čas malo stran zletel, ja. Zdel bi se mi prav, no, da v Sloveniji bi imeli nekaj takega, mislim, da se že nekaj let razmišlja o tem, eni projekti so bili že tudi narejeni z Cerklje dol, ampak tam je zdaj vojaško območje, pa je mogoče malo prezakomplicirano. Ampak mislim, da Avtomoto zveza Slovenije, mislim, da je to Anderlično ozadje, taka gonilna sila, ki o tem razmišlja, ampak malo dolgo že traja. Ne, mislim, da je to vojska oziroma zaradi rečemo temu, ker je Cerklje so backup avijanov za NATO, ja. Za NATO in zaradi tega si ne smejo tam prvoščati nekega drugega objekta, kot je letališče. Mi govorimo o teh oziroma popolno funkcionalno, mislim, letališče. Ja. Mediji, pa tisti, ki smo mogoče malo bolj v mobilnosti, pa vsi tisti, ki se na to zelo spoznajo, pa dirkači, pa hobi dirkači, govorijo o tem dirkališču že zelo dolgo časa. Se mi zdi, da pa mogoče ti ljudje še najbolj vejo, širša javnost pa niti ne, ali pa mogoče so tudi ljudje, ki odločajo o tem, da dirkališče je že fajn, da se greš znoret, ampak jaz vlogo dirkališča vidim v večini v varnostnem smislu. Tudi jaz. Zato, ker ti prideš enkrat na rob asfalta, na rob mejo, prijeme se ti ogromno naučiš, pa tam se lahko obrneš, pa se lahko avto, mislim, hočemo reči, da to je perfekten poligon, vse imamo tudi druge, pa imamo tudi AMZS, ki je Jure prav, izobraževalna akademija, prometna, ali kako že praviš, ne? Ja, seveda. To je zelo pomembno, ampak veš, to ni dirkališče. Dirkališče je pa to, ja, se greš znoret, ampak se ogromno naučiš. In svoje. Točno to in iz kje pa pol izvira napredek, za začetek iz izobrazbe, da ljudje vedo sploh, kaj lahko se tam naučiš. To se mi zdi ful pomemben. Ne, prav, da ste to povedal. Mimogrede, motoristi, ki ste rekli, moj oče je bil zagrizen motorist, velik del svojega življenja. Kri ni voda. In ko sem se jaz trudil, je pa mama potegnila ročno, pa je rekla, da bomo ene stvari malo zabremzali, pa sem jaz hvaležen, zato ker polka sem bil že dosti star, ko bi si lahko motor kupil, pa si ga nisem, zato ker vem, kakšne vrste voznik sem bil dolg let kot avtomobilist. Moram kar malo popucati pred svojim pragom, ker sem prepogosto iskal mejo. To je zelo korektno, da je samo refleksija taka, ne? Ja, sej včasih je, včasih ni, sej pol mogoče bom pa zdaj čez 10 let gotov, da sem danes kakšne stvari na umem delu, ampak zelo pomemben je, da probaš nazaj pogledati, a pa da se probaš v momentu zavedati, česa si sposoben tudi po negativni plati. Jaz vem, da če bi si umislil motor, pa sem si ga zelo želel, da bi prejel slej, ker si motorist si tako zelo ranljiv, tudi če vse sam idealno narediš. Prideš na popeskan ovink, pa nisi nič kriv, pa nisi nič dolžen in prideš s propisno hitrostjo, pa zato ker je ovink popeskan ali pa mogoče neki blata na cesti, ki je kmet prej s prikolca gor zavil, pa ti odnese motor, pa greš v ograja, pa ti odnese Ne, zdaj kmete kriviti. Ne. Ja, ampak to je realnost. Ali je pa mogoče Ciril pripelo čez bankino, ki je ovink kradu, pa je pesek. No in to so me pa komentatorji naučili, ker sem jaz vedno kot fotograf, sem rekel testmu vozniku, sem rekel, daj mal čez bankino zapel z avtom, ker na fotki se vidi, da pol pesek v luft špricne in je fotka zaradi tega bolj atraktivna in potem se je nek motorist oglasil in rekel, the best, super fotke, ampak jaz se za tabo 10 minut pripeljem tam, propisna hitrost in je popeskan in letim s ceste, pa nisem nič narobe naredil. Vi ste motoristi se ranljivi, airbagi, pa ne vem kakšni pametni jopiči gor ali pa dol. Ne pomaga. Ta prva napaka je lahko zadnja napaka. Ne? Jaz sem imel točno to straho spoštovanje do stroja, pa do takih situacij. No. Vidva veste, da sem jaz dosti neustrašen v avto, ampak motorjev se pa res bojim. Tako pač, A ne boste? Ne. Mislim, tako kakšnega skuterja, ja, sem že kdaj probal, ne, ampak tako motorja. Midva pa, ki drživa tudi krmilo, ne, pa veva, da kukor si ranljiv, si hkrati pa tudi živ. In cesta nikdar ni tako povedno, jaz sem zdaj le kot sinu dobu. Kot takrat, ko jo nizaš na motorju, pa jaz sem čist na svež motorist, v bistvu še na pol motorist, Skoda 125, ampak jaz vam čist iskreno povem, jaz v prvem mesecu, ko sem si kupil 125 kubičen motor, tako da tudi razumem Maxa, jaz sem rekel, to je tako, kot bi novo stran v knjigi odprl. Je, čisto je drug life. No. Jaz sicer imam še eno pravilo, če pridem zelo utrujena domov od kodarkoli, na motor ne sedem. To je res, v avto lahko,
mislim, moraš biti tudi zbran, ampak na motorju je koncentracija bistveno bolj pomembna, predvsem pa spočita glava. No. Res to pa vsem polagam na dušo in srce. Rajš počakaš pol ure, da malo se prideš, če si utrujen, pa pol na motor. No. Gospa predsednica, kakšne ima pa šoferjev, kaj je protokol? So fantje? Fantje so fit, top, mislim. Tako, jaz imam 14 varnostnikov, od tega imam eno varnostnico, ker sem si zaželela imeti pač eno punco, da grem lahko vsaj spodnje perilo kupiti, ker so skozi mano, da gre ona z mano. In menda je ona najboljša voznica med vsemi temi fanti, da je na poligonu carca, da je res vrhunska. In ta način vožnje, z varnostniki, se ga je treba tudi malo navaditi. Mi je že vodja varnosti rekel, veš kaj, Nataša, ti preveč uživaš, kaj fantje potegnejo, se moraš malo nazaj držati, ker pol radi grejo malo hitrejše. To je način vožnje v kolonah, jaz sem jih opazovala, kako ovinke vozijo, vedno je ta varnostni avto, ki je za mano, se postavi pred moje vozilo, če bi slučajno kdo naletel. Mislim, to res vidiš, kako so zverzirani v tem posebnem načinu vožnje. In včasih seveda, ko so kakšni državniški uradni obiski tudi z lučkam, vidiš, kako imajo ugrajeno to v svoj DNK, te fantje, ta način vožnje. No. Jaz pa v zadnji seveda, skoraj, jaz imam rada hitrost, to ne skrivam. A pa niste una predsednica, ki bi odzad malo bremzala? Ne, sploh včasih niti ne porajtam, da grejo hitro, se mi tako fajn zdi. Kva, gremo na štrom, ali jaz bi še par stvari v protokolu vprašal? Ne bomo tako išli na štrom. Pa mene pa to zanima, no. A ti dej še kaj drugega prepraš, papa. Ja. Mislim, vi ste tudi vrhovna poveljnica vojske, ne? Vrhovna poveljnica obrambnih sil Republike Slovenije. Tak fancy naziv, ne? Fantje imajo tudi kaj zanimivih strojev, ne? Imajo, ligzančem, da sem bila, ki je bilo prvo poročanje v mojem mandatu. Dajte malo povedati, no. Ja, to imajo take stroje, no, pa nove motorje imajo, so dolg časa je vojaška policija oziroma tudi vojska prosila za motorje, zdaj so dobili, imajo čist nove BMW, sem zanč videla lihenga, čist frišenga. Mislim, da ne govorimo o teh 4x4, pa 8x8, pa kamioni. A od tega novega Oshkosha ste se že usedli? Oshkosha sem od ozuni videla, nisem se noter usedla, ker nisem imela časa, ampak slovenska vojska je dolga leta bila mal slaba z opremo, a ne? Zdaj zahteve NATO so seveda jasne, toliko in toliko bruto domačega proizvoda mora iti pa ne samo v orožje, to velikokrat poudarjam, jaz sem zelo nesrečna, če se obrambo in varnost gleda samo čez puške pa tanke, to seveda še zdaleč ni vse. A ne? Smo videli v soboto na moji struki, ne? Da to ni samo čez puške pa tanke, da vojaški helikopter mora iti takrat, ko se zakomplicira. Seveda, to pa res je. Zdaj ste mi eno dobro iztočnico dal, kaj je tudi zelo pomembno v naši vojski, to je tako imenovana dvojna raba tehnologij. To tudi NATO zelo podpira, kar pomeni, če mi kupimo nek vojaški helikopter, je treba kupiti takega, ki lahko tudi rešuje v gorah. Ali gasi, ali karkoli drugega. Skratka, vedno se v vojski gleda, da je praktično vsaka stvar uporabna tudi za civilno, javno dobro. Ne. Pa zdaj ste dali super iztočnico tudi to, da lahko menimo, da bo 13. maja dan Slovenske vojske. Ja. In vse to, kar smo mi zdaj povedali in še veliko več, se bo znajdel na platoju Stožic. Če citiramo vojaka, je rekel, prebrali bomo vse, kar imamo. Ja. Plus to, da bojo pokazali tudi taktične predstavitve, se pravi, lahko boš tudi sodeloval sam pri nekih preizkusih. Skratka, tak event, da bo za celo družino, zvečer bo pa še koncert. Drži, slovenskega vojaškega orkestra z mnogimi slovenski pop zvezdniki. Zastonj. Ja, slovenskimi dovolj je samo prijava, če prav vem. No. Tako da, če bomo mi vedeli že takrat, kaj bomo dali še link od spodaj, pa... Ja, vam bom hvaležna. Namreč jaz bom seveda tudi na ta dogodek šla kot vrhovna poveljnica obrambnih sil. Zdi se mi ena izjemna priložnost Slovenkam in Slovencem, državljankam in državljanom pokazati, kaj slovenska vojska ima. Predvsem pa se mi zdi, da je to ena super promocija za vojaški poklic. Nam manjka vojakov, že nekaj
let te številke prepočasi naraščajo. Upam, da ne bo prišlo do trenutka, ko bo treba ponovno razmišljati o obveznem služenju vojaškega roka, vendarle se mi zdi, da je bolje, da gredo fantje, ki imajo in dekleta, ki imajo to radi. Ampak kot rečeno, v vojski si lahko zdravnik, medicinski tehnik, si lahko znanstvenik. Slovenska vojska je letos namenila, samo letos, 32 milijonov evrov za znanstvene projekte znotraj obrambnega načrtovanja in varnostnih politik. Vojska je prva v Sloveniji, ki je začela delati na zelenem vodiku, recimo. A ne? Vse to so stvari, ki so na voljo v slovenski vojski. No? Ne, pa mene predvsem vedno zmoti to, kar jaz vedno rečem. Država brez svojih domoljubov, država brez svojega jezika, država brez svojih kulture, pa država brez svoje vojske ni država. Ne? Zdaj ste še eno stvar lepo povedal. Mislim, da je biti vojak najbolj domoljubno dejanje. Ne, vojak bo dal življenje za domovino, za prebivalce Slovenije. In vse vojake, ki sem jih do zdaj spoznala, lahko res damo to kategorijo. No. Moram reči, da so srčni, delovni, kadarkoli me spremljajo. Imam izvrstnega pribočnika, recimo, ne, to je vojak, ki je na protokolarnih dogodkih posvečen samo meni, on vidi vsako podrobnost, stoji ob meni, tako da jih res lahko samo pohvalim. Bi si želela, no, da bi se več fantov in deklet odločalo za ta poklic. Če je kdo brezposeln, če ima afiniteto do tega, 3000 delovnih mest je odprtih, pa niso zasedene. Jaz sem zdaj po glavi brskal, koga poznam jaz tako med frendi. Mi drugače smo prestari. Lahko še eno kariero v vojski narediš, ali ne moreš? Lahko, zakaj ne? Lih te zdaj zadnje čase spremljam na Instagramu. Pogodbena sestava zagotovo. Ne? Ja, točno to. Zdaj zadnje čase na Instagramu spremljam tega Elefanta Doma. Dober je. Bomo linkali tudi njegov Instagram. Super spremlja vse, kar se dogaja. On je pogodbeni rezervist, zdaj gre čez urjenje. In kako že hashtag Progress Report objavlja skoraj vsak dan. To je tudi njegovega podcasta. Ja. Meni se to zdi krasno, tudi vojska, pa tudi drugi, da prepoznavajo prednost vsebine, pa spreminjanje medijev, pa sporočanja tudi skozi druge kanale. On je recimo na Instagramu poročal, kaj je počel čez dan. Ali je bilo to taktično urjenje, je bilo to študiranje, je bilo to puško sestavljati, je bilo pojslo, posled. Mlade fante bi jaz vse poslala, tako vsaj za kakšen mesec v vojsko, da bi se naučili postle postilati, pa za sabo pospravljati. Mogoče pa imate te vzvode. En tak drill, a ne? Sam da dokončam misel odprej, da sem pobrskal po glavi, koga poznam kot vojaka. Vojakinje nobene sicer ne poznam, ampak tisti, ki jih pa poznam, so pa čisto vsi, dajmo reči temu, polnozrnati ljudje. Ja. Tako so res srčni, čist brez heca, zato ker se jaz vem, da ima vsak, tudi vojska ima kako že srce, a se bom zdaj spomnil slogan. Srce pod uniformo. Srce pod uniformo. Ne, ampak prav zares, ko pobrskam po praksi, tisti ljudje, ki jih poznam, ki so v vojski, so res the best. A se spomniš, ko smo test Patrije posneli? Ja, pa to je pa že šketlo. Ja. Ampak to, kako bak pa ne znam brskati. Ampak kako je bil to en res... Ciril je naš režiser. Zdaj sem hotel rekel režiseronja, je hotel reči. Režiseronja, dober izraz. Še ga bom zapomnila. Vseeno je vedno malo zmede, veste, ko se spravimo atmosferi si snemati. Ni protokola, mi nimamo tega pribočnika, ki bi vse opazil. Ordnung in disciplin. Razen, ko so prišli kleščmani iz Maribora s svojimi svaruni v Postojnski vojašnici, smo se dobili. Tam pa ni imel kaj za pripomogati. Pa predsednica, lahko ste ponosni. Ne, zdaj ure bili. 9:45 je poveljnik rekel, zapiramo vrata. Kamera mora biti noter in je bila noter. Smo se odpeljali na poček in to je bilo eno takih snemanj. Ko prideš domov, pa si rečeš, lahko govori kdo kar hoče, ampak pač domovina so tudi ti fantje in morajo biti dobro opremljeni, pika. In mene najbolj žalosti, ne vem, mogoče boste vi povedali, kar res absolutno nočem odpirati nobenih političnih tem, ker nas atmosferce to ne zanima. Ampak... Od mene, jaz nisem klasičen politik oziroma političarka. Ne vem, zakaj naprimer, če imamo Slovensko vojsko, zakaj mora biti vsak nakup politična odločitev. To je odločitev stroke in če bo moj sin kdaj, ne vem, ali pa sin ali pa hčer, ali pa kdorkoli zaposlen v vojski, bi si želel, da ima najboljšo opremo.
Moj brat je hotel biti snajper, pa je bil farben blind. Ja. Jaz vedel na preizkusu. Enega v tenka zelena ne vidite. Oprema je iz leta v leto boljša, no, in zdaj glede na zapleteno varnostno situacijo v Evropi, mislim, da je precej evropskih držav praktično vse so povečale proračunske izdatke za vojsko, in tudi Slovenija jih je. No. Mi moramo se približati 2% bruto domačega proizvoda, trenutno smo na 1,2, se pravi še kar nekaj zaloge, ampak se zavedamo, da veste, biti znotraj te tako imenovane kolektivne obrambe, to ne pomeni, da mi lahko samo pričakujemo, kaj bodo drugi za nas naredili. Mi moramo nekaj v kolektivno obrambo znotraj zavezništva tudi sami prispevati. In to je jasno. Ne. Bi pa še eno stvar tukaj povedala, da sem zelo vesela. Je bil zadnjič general NATO za Evropo pri meni na obisku in je tudi sam pohvalil to, 18% vojakov je žensk, je vojakin. To je precej visok odstotek znotraj ministrstva našega za obrambo, torej pri nas od dekleta, ker bom rekla za ta poklic dobro zastopana. No. Sem vesela. Super. Ja. Tudi v policiji se mi zdi, da ni tako majhna številka. Ne vem odstotka za policijo, no, ker nad tem nimam ingerence, ampak videvam dekleta, tudi v policijskih uniformah. Še eno tako resno vprašanje mogoče. Smo že glih omenili situacijo v svetu. A smo na pragu ene velike vojne ali ne? Kaj vi mislite? Mi smo v veliki vojni. Ne? To je tisto, kar jaz vedno govorim, da najbolj trpi seveda ukrajinski narod, a ne, večkrat sem že povedala, da civilisti, otroci ne trpijo v Rusiji, ampak v Ukrajini, ve se, kdo je tukaj agresor. Žalostna sem, ker nekako, tudi ko se pogovarjam s tujimi državniki, še ne vidimo konca. Dejstvo pa je, da smo mi v hibridnih vojnah, a ne. To je pa nekaj, kar praktično skrbi ves svet. Zdaj smo videli, kakšna je bila kriza na področju energetske oskrbe. Najbolj strašljiva zame osebno je pa seveda kibernetska vojna. Ne. Jaz to malce bolj spremljam, ker sem malo tudi IT freak, sem se s temi stvarmi ukvarjala. To, kar se v cyber svetu dogaja, je pa 3. svetovna vojna. No. Sploh s prihodom umetne inteligence. In bom rekla še kvantnega računalništva. Ne, tudi tukaj ne smemo pozabiti, da je kvantno računalništvo nekaj, kar bo razbilo dosedanje kriptometode v parih minutah, in to gre takole eksponentno, hitro razvoj naprej. Tudi temu se bo morala, ne samo vojska, ampak javna uprava, gospodarstvo, vsi se bomo morali temu prilagajati. In tako imenovane prebojne tehnologije v vojaškem žargonu so pa tehnologije umetne inteligence. Ne. Jaz bi tudi o enem strahu spregovoril, zdaj, ko smo pri umetni inteligenci. Pa pri tem. Preden ste prišli, gospa predsednica, sem jaz rekel, da ko vzgajaš otroka, te skrbijo vse tiste klasične stvari, te strahovi, ki so bili pri starših, pa so, pa najbrž še bodo prisotni. Vedno, generacijo, mame isto. Moja punčka bo zdaj stara 9 let in seveda te je strah, a bo slaba družba, Bog ne da je kriminal, Bog ne da je droge, ampak če sem čisto iskren, predvsem sam s sabo, pa če sem iskren s tem, da smo mi vsi del problema, pa mogoče potencialno tudi rešitve, da mene čisto resnici najbolj skrbi, kam pelejo zasloni. Zato, ker jaz se težko zažlajfam kdaj, ne? Pa se moram, zato ker tudi vem, kaj je na drugi strani zaslona. In ti, če v teh formativnih letih, ko se ti izdelaš kot osebnost, pa iščeš svojo pot, pa se moraš izobraziti, zahteva to nekaj trdega dela, pa nekaj pozornosti, ki jo moraš nameniti izgradnji sam sebe, pa izobrazbi. In če ti zasužneš možgan s tem neprestanim tokom informacij, 10-20 tisoč enot na dan, ne, kar je čist nenormalno, me najbolj skrbi to, kako bodo otroci najdli fokus. In na kakšen način ga bom jaz znal prekiniti ob zavedanju, da vem, da se svet spreminja. Jaz vem, najbrž bo tako, ali pa upam, da ne, da sem prebral 100 knjig, kot sem bil otrok, pa mlad človek, zato ker sem imel ta zid sleder za brat. Zdaj ga pa nimajo. In zdaj ni tega zid sledra in vem, da bo težko ene stvari, oziroma jih bo nemogoče obrniti nazaj. Ampak kaj to pomeni? Meni se to zdi ena skoraj največja grožnja, ki je predstavljena, s katero je soočen vsak otrok. Drži, in veste, kaj je pravzaprav pri tem najbolj strašljivo? Da naš izobraževalni sistem ne parira
novim razvojem v modernih tehnologijah, ne nazadnje v samem izobraževalnem procesu. Jaz sem že kot informacijska pooblaščenka vrsto let poudarjala, da rabimo mi informacijsko-tehnološko pismenost, finančno pismenost, medijsko pismenost. Tukaj vse zamujamo. A ne? In otroci postajajo zasvojeni. Jaz sem zadnjič v eni oddaji, ne vem, če poznate neodvisen.si. To je kolega, s katerim jaz sodelujem že 20 let, Bojan Kodelja, ki dela izobraževalne oddaje za šole, v glavnem za osnovne in srednje šole. In zadnjič sem bila gostja v eni oddaji, kjer smo govorili o pasteh modernih tehnologij skupaj z psihologom, ki zdravi otroke zasvojene z računalniki, tablicami in igricami in tako naprej. In veste, en podatek je bil strašljiv. Če imaš ti med narkomani 3% takih, ki so izrazito nasilni zaradi tega, ker so pač odvisni od drog, je pri zasvojencih z računalniškimi igricami in z računalniki takšnih nasilnežev 31%. Pa se vidim slabo voljo pri svojem otroku. In to je strašljiva statistika. In izobraževalni proces bi moral narediti mnogo več. Jaz sama se marsikdaj vprašam, ali sem recimo svojemu sinu povedala dovolj o pasteh modernih tehnologij, pa sem zelo živela s tem, ker sem se s tem ukvarjala. Imaš pa ti večino staršev, ampak res večino, ki vedo 100-krat manj kot njihovi otroci, ne znajo svetovati, ne znajo povedati, kdaj je dosti. A ne? In tu bi moral izobraževalni proces, šolski sistem seveda narediti mnogo več, kot se naredi. Jaz bom tudi kot predsednica, če se bo le dalo in ob vsaki priložnosti na to opozarjala in razumem vaš strah, predvsem recimo pri dekletih, ne, to je tudi ta psiholog rekel, da to, kar dela TikTok, Instagram, da danes dekleta pri 13-14 letih razmišljajo o plastičnih operacijah, pa jaz se v mojih letih ne spomnim, pišu, da bi kateri sploh padlo na pamet kaj takega. Ne. Res so časi drugačni in veliko je na starših, še več na šolstvu, na izobraževalnem procesu, ampak bodimo starši previdni, pozorni. Ne, se obstaja, veste, tako kot tehnologija omogoča mnogo slabega, omogoča tudi precej dobrega. In ravno zadnjič mi je moja sodelavka razlagala, da je pa njena prijateljica svetovala, da obstaja ena super aplikacija, ki mulcu lepo po 1 uri zaklene telefon. Konc. Ne. Tudi če gre v svojo sobo, če bi se not zaklenil, da mama ne bi mogla do njega, se telefon lepo ugasne. Aplikacija. Dosti, 1 ura na dan. To je. Ne. Če hočeš imeti telefon, bo ta aplikacija gor in to je to. Ne. Je tehnologija tudi kdaj pomaga, ne pri takih stvarih. Odličen segway za en atmosferski oglas. Dobro je. Karti konje na mizo. Ja. Naš, v bistvu naš nek, s tem malo rečemo o temu, vrnemo družbi to, da smo del problema, ne? Ker smo na družbenih omrežjih in ustvarjamo vsebino, seveda se trudimo ustvariti kvalitetno vsebino, ampak seveda... Vse pohvale. Hvala. Konje na mizo, 12,99 € naša spletna trgovina. Ne, ampak karte, ja. To so zares karte. Se je z mene kar odprl. A imamo kakšne odprte, ki mesto 3 ure delo? Ne, a veš, ko smo bili mulci, mogoče ste se kdaj srečali s tem, tisti karte za avtomobili, ki primerjaš podatke. Ja, itak avioni, pa seveda, pa točno se vedo, kera karta je najboljša. Evo se je Saša dal. Veste kaj, teh kart je še vedno veliko na prodaj, ampak so vse blazno stare. Mi smo pa rekli, da mi ene čisto po svoje narediti. Zberemo avtomobile, ki so nam všeč, ker imaš stare avte, nove avte. Pa ker smo jih tudi vozili. Pa ker smo jih večina tudi vozili, predvsem pa smo si razdelili pa v vsakem avtu nekaj napisali. Tako da se malo izobraziš, predvsem pa, na kaj smo najbolj ponosni, mi smo s tem kartam uspeli potegniti pozornost stran od zaslonov. To se pravi, pišejo starši, smučanja, morje, doma, moja ta mala ati, kdaj greva konje na mize pred spanjem, namesto risank. Bravo. No, to tako recimo, da probamo še v kontrasmer, da je potegniti. Podpiram. Evo, Tesla je tle, vidim, vse živo. Pa se je fičko tudi. Ne, Fiat 500 je. Jaz moram še, zato ker naša predsednica je tudi strokovnjakinja res za varstvo podatkov in to ste imeli tudi zelo veliko... 10 let dela na tem področju. 10 let dela, pa ugledno tudi mednarodno kariero na varstvo podatkov. Zdaj, če vas jaz tako vprašam, jaz sem bil zadnjič na eni avtomobilski predstavitvi, kjer so se pohvalili IT inženirji, da so napisali več kot 100 milijonov linij programske kode. AI. Ja, kaj vse avto ve, kako bomo sistem lahko pomagali, ampak mene pa tudi vse avtomobilske klube po Evropi skrbi. Kako bo s temi podatki?
Ja, kar naj vas skrbi in bodite glasni. Ker na koncu, veste, tisti, ki ima ingerenco oziroma oblast nad podatki, ima zelo veliko moč. Jaz že velikokrat povem, da o Googlu in Facebooku in ostalih družbenih omrežjih niti ne govorim, da mrskašna spletna stran ve več o vas, kot veste vi sami o sebi. Ne? In avto je, rekla, vozeča zbirka podatkov. Jaz vam tukaj lahko povem eno zgodbo. Ko smo v Evropski uniji začeli razpravljati o tem, ali bi uvedli satelitsko cestninjenje. To je projekt Galileo, ni še sicer čisto zaživel, ampak se že dolgo vrsto let o tem pogovarjamo. In jaz sem tukaj zelo glasna skupaj s takratnim svojim namestnikom Andrejem Tomšičem. Namreč, ideja je bila, da vsak avtomobil dobi en black box v nekam, ki bo beležil, kje se vozimo. Mi da so pa začela takrat biti res hudičeva advokata in sva rekla, kakšna pa bo ta onboard unit, ta škatlica, ali bo stupid ali bo smart. Seveda je, butasta škatlica je cenejša, pametna škatlica je bistveno dražja, ampak mi smo pametno škatlico zagovarjali v smeri, koliko ta škatlica lahko preda podatkov v neko podatkovno skladišče. Ne? Ker če imaš ti butasto škatlo, ti bo javljala, da sem se jaz peljala ob 8 zjutraj iz Maribora v Ljubljano. Zakaj za obračun cestnine podatkovno skladišče oziroma upravljalec te baze podatkov mora vedeti, da sem jaz bila v Mariboru. Pa kdaj sem od tam šla, kdaj sem tja prišla in tako naprej. Vse to je poseg v lokacijsko zasebnost, pa mogoče še kaj drugega na konca. Lahko ugotovijo določene vzorce, kolikrat na teden jaz spim kje, kdaj spim drugje. Kolikrat pritisnete program šport. Exactly, tudi na koncu. In mi da sem na koncu zagovarjala rešitev, da ta pametna škatlica mora v podatkovno skladišče javljati zgolj podatek o tem, koliko kilometrov sem jaz prevozila po avtocesti, koliko kilometrov po regionalnih cestah in vi meni potem seveda lahko na podlagi tega izstavite račun. Ni prav nobenega razloga, da bi to podatkovno skladišče imelo podatke o mojih lokacijskih zasebnostih. In tako je treba razmišljati. Zdaj, kaj se s temi podatki počne? Ali se jih anonimizira, ali so anonimizacija izjemno zahteven proces. Reverzibilnost je danes, sploh v dobi kvantnega računalništva, bo to spet en zelo preprost proces. In vedno je treba o teh stvarih razmišljati, na glas opozarjati. Vedno se da najti rešitve, ki so v prid določenim tehnološkim rešitvam, ampak da so še privacy friendly. In jaz sem vedno to zagovarjala. Tudi na področju mobilnosti sem prepričana, da se da, marsikaj. Lahko še en primer povem? Seveda. Čisto na kratko. Sem ga jaz hotel povedati, ampak kar najprej vi pa pomočite. Da vidim, mogoče ste pa istega hotel omeniti. Tesla? Kartica, ne, ok, Tesla, lahko tudi greva še na Tesla, ampak kartica urbana. Na začetku, ko se je začela razvijati, so jo ravno tako podatkovno skladišče želeli spravljati, ker so imenske kartice, kdaj se je kdo peljal številko 5, pa kolikrat se je z avtobusom peljal. Pa sem jaz prišla v inšpekcijo, sem rekla, zakaj za božjo voljo vi to rabite? So rekli, pa gospa Pirčeva, mi pa moramo vedeti, koliko je gostota prometa na določenih linijah, zato da logistično znamo planirati ali Karpana, ali več avtobusov ob tistih določenih urah. In sem rekla, ampak zato vi ne rabite konkretnih podatkov, vi rabite anonimizirano statistiko, zato da boste lahko logistično splanirali traffic rute, oziroma gostoto avtobusov in tako naprej. Gostoto prometa. In so morali potem sistem spremeniti, jih je spet neki stal, ker sem jaz rekla, nesorazmerno zbirate podatke in so morali pač še nekaj denarja vložiti, da so sistem popravili. Meni je bilo grozno, ker sem prejšnji teden prebral en članek, pa povzemam Reuters, da so prišli do neke ugotovitve, da so si zaposleni pri Tesli med sabo pošiljali posnetke uporabnikov v nekih kočljivih situacijah. Se pravi, vem, ti tam označaš, seveda, da Tesla hrani tvoje podatke in slike okrog avta in vse, kar se dogaja v avtu, ampak če na koncu ugotoviš, da si zaposleni v nekih zaprtih grupah med sabo pošiljajo te slike, meni je to grozno. Mislim, to je zloraba. Zdaj Teslo izpostavljam, ampak dejstvo je, da imajo danes vsi avti kamere in to je nekaj najbolj normalnega. No, tukaj so pa seveda pomembne tako imenovane dostopne pravice, kdo lahko dostopa do česa, zakaj se zbrani podatki uporabljajo. Tukaj pa stvar, rekla, upravljavca, lastnika teh baz podatkov, kako in na kakšen način bo nadziral svoje zaposlene. Imam spet en primer, sicer ni povezan z avtomobilizmom,
ampak jaz sem imela eno veliko inšpekcijo v enih večjih trgovskih središč, kjer se prodaja tekstil, 15 let nazaj, kjer smo ugotovili, da so bile v garderobah nameščene kamere in da so si potem varnostniki izmenjevali posnetke znanih Slovenk in Slovencev, ki so se v garderobah preoblačali. Se je zelo podobna zgodba. Ne? To je čista napaka pač lastnika te trgovine, kaj ima prvič kamera zadelati v garderobi, kjer je izrecno po zakonu prepovedano. Ja, pa kradejo, bomo pač drugi ukrepi. Senzori pri izhodih, skriti čipi, ki zazvonijo in tako naprej. Skratka, sorazmernost je nekaj, kar je tudi v avtomobilizmu in avti so že pametni in ogromno enih podatkov hranijo in zato mora biti, rekla, data security toliko boljši na višjem nivoju. Ciril je prej malo že napeljal na medije, ne? Zdaj smo obdelali en del vaše kariere, lahko še malo medije. Dolg časa ste delovali v medijih. Kaj danes spremljate oziroma kaj vam vloga nalaga, da spremljate zaradi vaše funkcije, pa kaj spremljate vi, kot Nataša? Zadnje čase sem zaradi medijev seveda kar žalostna, se verjetno moje stališče do dogodkov na javni radioteleviziji poznate. Zakaj sem pravzaprav tako zelo žalostna? Zato, ker je javna radiotelevizija edini medijski servis, ki mora zadostiti potrebam vsake družbene skupine. Komercialne televizije imajo drugačno vlogo. Morda v ponazoritev povem samo en stavek, ki sem ga dobila na fakulteti v Angliji, sem študirala medije 2 semestra, ga je profesor na tablo napisal in je napisal sledeče. Nacionalne televizije oziroma javni servisi dobijo denar za to, da delajo program, komercialna televizija dela program za to, da dobi denar. V tem je vsa razlika v tej filozofiji. Zdaj kot predsednica države seveda dnevno informativne oddaje moram spremljati, jaz moram biti na tekočem. Izjemno rada imam znanstveno-fantastične filme, te zelo rada pogledam. Nekako me tako zelo intrigirajo, zato ker čez nekaj let ugotovim, da tisto, kar je bilo v znanstveno-fantastičnem filmu, potem že kar lepo realno. Je danes res, ne? Absolutno. In to so, Minority Report, recimo, film, kjer je imel Tom Cruise skenerje, robotke so imeli policaji, so skenirali iris šarenice, in kaj se tudi danes vse tle. Pa Blade Runner. Isto. Mene pa bolj zanima. Ali pa Gataka, recimo. Tega pa ne poznam. Gataka je, to sta pa 2 zamenjava identitet 2 fantov, en si je želel postati astronaut, in ni izpolnjeval določenih pogojev, en je pa izpolnil pogoje, pa je potem postal tetraplegik in sta zamenjala identiteti, tako da če si prišel v tisto vesoljsko središče, ali so ti vzeli urin pa DNK zmerali, ali so ti kri z prsta vzeli pa zmerali DNK, tako vse. In on je imel vrečke z urinom, plastificiran oziroma silikonski prst pa kri od tega. Skratka tak, ampak to je bilo posnet leta 2001, ali mislim, nek ful daleč nazaj. Se pravi, vso sodobno tehnologijo je na analogen način uličarski scat pelil. Tako. Gerila marketing. Ja, gerila marketing. Tu pa moram. Res pogledajte, Gataka. Zelo fajn film. Zaradi svoje funkcije srečate ogromno ljudi, pa mene zanima, kako vas je pretekla kariera, predvsem novinarska, ker kot novinar, pa pri avtomobilskih novinarjih ni nič drugače, kad ti dobiš poročilo za javnost, moraš ločiti bullshit od dejanskih informacij. Mene zanima pa, kako si lahko s tem pomagate, z vsem tem, kar ste do zdaj delali, kako to koriste v svojo prid. A je to branje ljudi, ali je to, pedagoški pristop, da znate mogoče boljš oceniti, ker ste že veliko ljudi srečali, a veste, kaj hočem reči? Ja, znaš malo poskenirati človeka, ki sedi nasproti tebe, ali ga začutiš ali ga ne začutiš. Predvsem je pa meni moje delo, najprej seveda televizija dalo tiste komunikacijske spretnosti, ki jih seveda s pridom uporabljam, zelo rabljam, ker pač sem komunikacijsko spretna, ni me strah kamere, znam povedati kratko in jedrnato, to je velika prednost. Moja velika prednost je tudi, da je meni prejšnje življenje dalo res en nabor vsebin, v katerih sem doma. Veste, predsedniki držav so, pa da ne bo zvenelo, da kritiziram, so glavno karierni politiki, ki se pomalo spoznajo na
vsako stvar. Ne. Jaz sem pa zrasla v enih temah gor, ker sem res zelo doma, sicer študiram zdaj le norc stvari, kjer nisem zelo doma, ženske smo pač take, da hočemo vedeti veliko, preden se oglasimo, to mi je res en tak poseben izziv. In vse moje prejšnje kariere mi pri tem mojem današnjem, ne bom rekla delu, ampak poslanstvu res zelo koristijo. Tudi televizija, zdaj ste me ravno spomnili, tudi avtomobilistični novinari, a lahko povem eno anekdoto, že pokojni Vili Guček, verjetno se ga vi še spomnite, ki je pokrival avtomobilizem, on je bil moj cimer. In takrat je bila, zdaj ne bo zvenelka reklama, ker teh avtov ne delajo več, Daewoo, je bila ena reklama, ki je šla takole: če je Daewoo vaš drugi avto, prvega sploh ne potrebujete. Ne? Če je Daewoo vaš drugi avto, prvega sploh ne potrebujete. In potem si je Vili na zid napisal, če je televizija vaš drugi dom, prvega sploh ne potrebujete. Ker je bil res cele dneve tam, on je živel te oddaje, pa Tone Smolnikar še pol, pa 10,000 obratov, tudi Tone je bil eno sobo zraven mene, recimo, tako sem poslušala te fante, ki so hodili z terena, pa opisovali nove pridobitve na trgu in tehnologije na področju avtomobilizma, to sem jaz vedno tako z odprtimi očmi, sem te svoje novinarske kolege poslušala. On je bil župan Kamnika, ne? Ja, bil. Je bilo to prva oddaja 10,000 obratov, prva avtomobilistična. Predsednik AMZS Andrej Brglez je tudi not vodil. Ja? On je bil tudi tako zdraven. Ja. To so bili taki zametki. Se vem, tu vemo, on je tudi predsednika Drnovška vozil. Ja, Andrej Brglez. Ja. Voznik, res bil. Pa bi mogel biti varnostnik, ker niso bili samo vozniki. Mogel biti on pol vse to zraven. Omenili ste že par mentorjev, pa bi mogoče izpostavil to, da ste pred kratkim napisali Matjaž Tanko, pogrešam vas že več kot 10 let. Res je. Kaj vam je on dal? Kam vas je usmeril? On je bil pa en tak topu človek, tak znalac. Včasih se hecamo, FUC, Google, Ask Me. On je bil to. On je bil več kot Google. On je bil več kot Google. On je bil tak znalac, res. On je mene naučil, kako prezentirati temo. Vedno je rekel, Nataša, moraš dati dušo noter, sama moraš napisati napoved, če ti jo napisano prenesajo, da jo predrugači, da jo na sebe. Zato so bila midva toliko dober tandema. Ne? In Matjaža bom imela jaz vedno v res lepem, velikem spominu, gospod med voditelji in novinarji. Veste, kaj je bilo pri njemu? Oprosti. Ne, hotel sem samo vprašati, če si je izbral samo nekoga, pa ga je mentoriral? Ne, vsem je pomagal. Vsem, kdorkoli, kaj ni vedel, da je Tanko ta pet vprašati. Veste, kaj je bilo pri njemu? Mene pa imel tako rad, jaz sem bila njegova, ne sem predvsem mlajša od njega. In je tako bil res mentor v pravem pomenu besede. Res. On je bil tak vsebinski džentelmen. In on je še danes se spomnim teh njegovih, ne bom rekel soočen, ampak kad dobite gosta v studio. On je znal biti kritičen na tako kulturen način. Ne? A se spomnite, mi sva bila izjemno počaščena, ki je Esmeralda prišla v Slovenijo. Takrat so te sapuhce, mehiške, kakšna histerija je to bila. Ne? In pa je naju doletela čast, ker so bila tisti dan v službi, da sva imela intervju za Esmeraldo. Kako se je to Matjaž poglubil? In ona se je čist stajala, na koncu intervjuja, nikoli ne bom tega pozabila, Matjaž je sedel zraven nje, jaz pa zraven, on je bil poleg nje, in je rekel, mi povedo to kar, a se vas lahko dotaknem. Tako, in ona je bila čist raznežena in to se še govorilo, in prav po špansko je rekel, kako se to reče, in nekdo, ki je znal špansko, mu je to rekel, in rekel, jaz bi se tega uspel samo malo dotaknil. Tak je bil, tako, res. A vidiš, Ja. A se spomnite svojega prvega javnega nastopa? Ne, ali pa, čakaj. Jaz sem začela delati na kabelski televiziji v Kamniku, kamor sta me povabila Tanja pa Janez Pirš, verjetno se jo tudi, če spomnite, bila ena Tanja radijska legenda, Janez televizijski. In tam sem imela eno oddajo
muca maca, za mularijo, takrat, po mojem, ne vem, če sem prvoletnik srednje šole. In tam sem imel take razprave z mulci, pa ne vem, nagradne igre, pa take stvari. Ja, to so bili moji začetki. No. Ok, cool. Ja. Samo to. Lušen, ampak se spomnim, ja. Tukaj stvari vas zanima. Joj, ful. Ampak zakaj pol se odločiti pa iti za predsednico? A je bilo to težka odločitev? Ja. To isto vprašanje imam jaz. Kaj je bila tista iskrca? Kaj je bila tista res iskra? Ne? Pa tudi... Zdaj, vse sem veliko razmišljala o tem, kaj je bila neka taka prelomna točka. No. Jaz sem se politike izogibala res dolgo vrsto let. Nisem hotela iti v izvršilno vejo oblasti, nekako mi ne sede na dušo. Tam je vse preveč nekega gnilega kompromisa, neke gnile kompromise treba sklepati. Jaz nisem znam kompromise sklepati, no, ampak mi te igre v zadnji niso pisane na dušo. Potem me pa pred temi volitvami pa res mnogo ljudi nagovarjalo. No. Tako pa dej pa kdo bo, če ne boš ti. In na koncu sem sprejela odločitev, ni mi žal, zato ker res sem to vzela kot poslanstvo. Šla sem na 3-krat manjše prihodke, nisem šla zaradi denarja, res ne. Ko je odločitev padla, pa se jaz pa nekaj odločim, pa ne gledam več nazaj. Ne. Jaz sem se odločila, 23. junija 2022 smo napovedali kandidaturo. In pol pa, kot buldožer bi rekel Max, ja, gremo. In to je bil tempo, 6 mesecev, v 6 mesecih sem imela jaz 4 dni frej. Lahko si predstavljate, nisem enkrat dol padla, nisem Red Bulla pila ali pa kakšnih drugih energijskih napitkov. Karuno, gre, ker se v nekaj zapičem, gre. In tudi zdaj že na poziciji predsednice 100 pa še nekaj dni minilo, pa se mi zdi, da sem že 1 leto, koliko enih stvari smo naredili. In jaz sem se v 100 dneh svojega predsedovanja srečala s 30 predsedniki vlad in predsedniki držav, z mnogimi zunanjimi ministri, predsedniki parlamentov, palača je vsak dan polna ljudi, jaz smo po 4-5 srečanj na dan, kjer pijem kot goba, mi razlaga svoje težave, poskušam pa seveda tudi kaj narediti. A ne? Izjemno dobro sodelujem z vsemi ministri, sem hvaležna za to, ker, veste, jaz imam mogoče malo več časa kot ministri in predsednik vlade, da se z ljudmi pogovorim in da to, kar meni ljudje govorijo, prenesem tistim, ki morajo pa nekaj v izvršilni veji oblasti narediti. In to svoje poslanstvo jemljem izjemno odgovorno in resno. Kaj pa je bil tisti trenutek zavedanja, tisti aha moment, jaz sem predsednica? Verjamem, da ni bil trenutek izvolitve. A je bil vstop v palačo ali tista Takrat me je malo zvil, ta prvi dan, ko sem prišla k predsedniku Pahorju, ko sva naredila primo predajo, ko stopiš v tisto palačo noter, ne, ki je zaščiten kulturni spomenik, res lepa, ne, ti daš en tak dodaten kamen na hrbet, ne, kam sem pa zdaj jaz prišla. Ampak a veste, da še do danes pišu, ko zjutraj vstanem, pa grem na šiht. Ne? Zdaj grem delati. Ampak vem, da ni to delo, da je res poslanstvo. Ne? Mogoče se z vsakim dnem malo bolj zavedam, da sem res predsednica države, ampak morda zavestno tudi to malo potiskam v ozadje, da nočem biti tam ena figura, ena ikona, da hočem še zmeraj ostati Nataša. Zato grem z največjim veseljem tudi na kakšne take stvari, kot so ti vaši atmosferci, ker se mi zdi, no, da če bom ohranila to sebe, ta svoj jaz, da bom lahko tudi ne samo dobra, ampak boljša predsednica. Zapreti se v predsedniško palačo ni moj cilj, ne namen in sem rada med ljudmi in bom veliko med ljudmi in veliko ljudi bo tudi prihajalo k meni. No, moram vam povedati, da zdaj sem kar malo pomerjen, ko vas tako poslušam prvič, v bistvu sploh prvič govorim s predsednikom naše domovine. Ampak ne, tako kot ste prej rekli, da dostkrat vam vaš poklic pomaga tudi zdaj naprej. Mi atmosferci pač vse dajemo skozi prizmo avtomobilu. Ne? In ko ste se ste znani, dobri in poznani. Hvala, ko ste se zbrali s svojimi kandidati pred volitvami v našem lepem asfaltu Akademije vozniških znanosti v NAMZS-ju, sem jaz gledal že prihod vas, ki ste želeli biti prvi med nami, vsi kandidati. Jaz edina ženska, takrat ni bilo, gospe Senčar, mislim, da Mislim, da edino gospa Senčarjeva. Časa, pa sem jaz tako gledal, postavil sem se, mi smo vas prejeli,
tam ste imeli soočenje s predsedniki Avtomoto društva Slovenije, povedali ste nekaj o mobilnosti. No, pa se je pa zgodil poligon. Ne? In jaz sem tako gledal, ne? Sem rekel, ok. Vidim, kam to pele. Ja, jaz drugače ne znam, ampak od predsednika dejansko pričakuješ veliko, čeprav v Sloveniji je omejen tudi s pooblastili. Nima pooblastil kot predsednik ZDA ali pa kaj podobnega. Ampak tako sem rekel, lej. Imam moč besede. Pa ima tudi moč dejanj v končni fazi. In pa greste z Mercedesom EQS V med 100. Ja, lih tizga sem žrebala, me je bilo fuldo, ker smo žrebali. In jaz tako pogledam, sem rekel, ok, da vidimo. In gospa se zapele, prvi stožec pogled, daleč naprej, kolesa poravna, drugega za rob, gap vedno, sem rekel, pa je že kar kljubce naredil. Hvala. Dobro je pelo, tudi zelo dobro je pelo in tudi vtis name je naredil Anže, tudi z nekim poznavanjem, ker glih to, kar govorite, ne, da pač ljudje, Slovenci smo narod tehniške kulture. Ne. Smo. In jaz mislim, da tudi ta prezenca, ki jo imate vi, tudi skozi IT, pa z vse, kar počnete, pa jaz sem pač iskreno ponosen, da imamo predsednico motoristko. Ne? Hvala. Kakšen predsednik se verjetno še v avtu zadaj ne zna prav dobro pelati. Se navadijo. Sklepam, ne? Ampak to tehniško kulturo, ki ste jo s sabo prinesli, pa ki jo nesete v svet. Ne? Jaz mislim, da je tudi za neke vlagatelje Slovenije pomemben podatek, ali kako vi na to gledate. Mislim, boste izkoristili to, da imamo Slovenci radi tehniko, pa predvsem, da smo tudi inovatorji. Ne? Bom. In me že prepoznavajo kot strokovnjakinjo z teh področji, kjer sem pač res doma in dobivam vabila, ki niso tipično, bom rekla, državniška in predsedniška. In grem z veseljem, tudi recimo zdaj na konferenco v Benetke, na Stratkom konferenco v Latviji, kjer bomo govorili o umetni inteligenci. Jaz se zavedam, da s tem, zdaj, ko sem predsednica, pač dobivam nek večji visibility, nek večji javnost drugače pogleda, če pride predsednik oziroma predsednica na nek tak dogodek. Jaz se tega zavedam in upam, da bom v tem mandatu lahko res kaj tudi s tem svojim znanjem in rekla, ne nazadnje tudi karizmo z tega področja. Se 20 let z nekim področjem ukvarjaš, izžarevaš pač tisto svoje znanje, da bom lahko nekaj dobrega naredila za Slovenijo. Kar se tiče tehniške kulture, morda še eno skrivnost lahko izdam. V prihodnjih nekaj tednih bo v palačo prišel iz Tehniškega muzeja in Tomosov motor. Jaz sem si že zaželela v predsedniški palači imeti iz teh državnih muzejev za pokazati nekaj, ki pridejo tuji državniki k meni na obisk. Narodna galerija je že poskrbela za slike in moj soprog je šel do Tehniškega muzeja, povedal za to idejo, so bili navdušeni. Super. In zdaj smo izbrali prav res en Tomosov motor, ne vem sicer še kjerga, vem, da je rdeč, ker sem sliko videla. Ni vaš? Ne, je pokojen. Tako da bo tudi, kar se tiče rekla, te usmerjenosti v tehnologije in tehniko in bo lepo tam v predverju gor, ko se pride po rdečem tepihu, bo rdeč motorček tam stal, prav Tomosov slovenski produkt. Jure, to je skor so zastekla. Bo prišel pogledati, kaj bo. Kocine so mi šle. Z veseljem, ker veste, kaj sem jaz pri slovenski politiki, pa ne mi zameriti. Jaz upam, da greste vi s tem naprej, ampak meni se zgodi kot državljan, ko se zazremo te obraze, ki pridejo, ki ste lepo razložili, kako je bilo priti v predsedniško palačo. Mene je groza, ko sem gledal vse te volitve, zmagovalce, razne strankarske veljake, ko so prišli, a veste, ko pride športnik slovenski pa zmaga, ne? Pa solzo potoč, pa se v zastavo ugrne, ali pa ko je Slovenija rešila, ali pa ko je naša odprava leta 79 prišla na vrh Everesta, Štremfelj pa Zaplotnik. A veste, to so velike stvari. In ko gledam iz osebnega vidika, če bi jaz kandidiral pa postal, ne vem, predsednik ali pa predsednik vlade, mislim, to ti mora nekaj pomeniti. Ti, ko pogledaš v kamero, se ne more tam ti odvrteti pred očmi števc državnih jasli. In to mene je najbolj iritiralo pri dosedanjih, ker smo začeli zgubljati državnike. Ja, in mene je en rek vodil čez volilno kampanjo, in sicer kaj je razlika med politikom in državnikom.
Politik je tisti, ki dela za naslednje volitve, ne? Državnik je tisti, ki dela za naslednje generacije. V tem je razlika. Jaz sem velikokrat rekla, jaz se bom maksimalno potrudila narediti, kar bom le lahko, tudi če naslednjič ne bom izvoljena. Itak je možnost kandidirati 2-krat, ne me danes sprašvati, ali bom ali ne bom, ampak vseeno mi je na koncu. Jaz bom delala tisto, kar sem prvič obljubila in kar mislim, da je prav. Jaz vidim, da se nam, ne še nismo tako naknapno, ampak da se nam bo čas počas začel iztekati, pa ne bi rad izpustil priložnosti, da se pa vseeno dotaknemo spremembe zakonodaje na področju. Samo eno kratko vprašanje prej, tako čist atmosfersko. Atmosfersko. Gospa predsednica, najljubša cesta Slovenska na motorju? Kačje ride tam, Vrhanka pa pol dol. Tam je lepa cesta, tudi za avte. Drugač pa tudi kakšen bled bohin po stranskih cestah, precej lušnih tur. A zapojete pa čelado? Kdaj kaj zamrbram. Drugač grem pa zelo rada tudi Kamenško Bistrico, ne? Tam tudi tako lepo greš gor počas, pa pol do izvira Kamenške Bistrice, to so bolj moji reviri. A ste imeli kakšno resno vprašanje? Ne, mene samo zanima, če je to nekaj... Res sem hotel še eno neresno. Dej, no pa dej. Ne daj vam do besede. Ampak boste imeli zadnjo, to je pa v redu. Ja. Clinton, ki je šel ven iz Bele hiše, je dal odstraniti črko dvojni ven, s tipkovnic. A je Borut Pahor kakšno tako špičo, preden je šel ven? Katero je prodal? Za dobro. Eno mi pa je v špiču, ja. Odnesel mi je stol od predsedniške pisarne. Ampak je povedal vnaprej, so rekli, dobro bomo, ne? Ker je pač nekdani predsednik ima 1 leto pač možnost pisarne in mu bi pač tisti stol tako ljub, da je prosil, če ga lahko vzame, pa so rekli, da lahko. Še odnesel stol. Jaz sem postavil vprašanje. Zanima me, prihaja zelo glasna sprememba ali pa uvedba obvezne prodaje električnih vozil, zdaj se govori leto 2035, pa sem pa tja slišiš, kaj 2040. Pa da mogoče še celo prej, mene pa samo zanima, kakšno je vaše mnenje o tem, ali pa ste o tem sploh razmišljali, pa kako to sprejemate tudi nekdo, ki ste emocionalno vezani na, bom rekel, na bencin pa na motorje z klasičnim notranjim izgorevanjem. V bistvu spremljam to in na nek način poskušam razumeti Evropsko unijo, ker veliko se ukvarjam s podnebnimi spremembami. In to, kar se dogaja na področju ogljičnega odtisa našega planeta, seveda ni dobro. Mi smo si zadali cilj Fit for 55, pomeni za 55% zmanjšati izpuste škodljivih plinov, ampak smo daleč od tega. Mi smo si zadali cilj, da bomo glede na leto 1990 segreli naš planet za 1,5 stopinje, mi smo že na 3,2 stopinji. Vse to seveda kliče po ukrepih, ker ne piše se nam dobro, če ne bomo res nekaj konkretnega naredili. Dejstvo je, da avtomobilska, ne industrija, ampak avtomobili, ko pridejo na cesto, pripomorejo kar veliko, k izpustu škodljivih plinov oziroma CO2 predvsem. Me pa tukaj majčkeno skrbi, da elektrika seveda ni zelena, energija še vsa. Mislim, da danes govorimo tam 70-80% električne energije še vedno z fosilnih goriv ni zelena, energija. Razprave o tem se je sicer že bila uredba sprejeta, ali je vsaj jedrska energija zdaj označena za zeleno. Hvala Bogu. Hvala Bogu, jaz tudi pravim, jaz sem podpornik jedrske energije, ampak če se nam obeta do leta 2035 300,000 električnih avtomobilov, zdaj neke analize kažejo, da jih slovenski električni trg seveda zmore procesirati. 100,000 naj bi bila meja. Vse ostalo je pa vprašanje. Mislim, 100,000, zdaj ne vem, kje podatke vi imate, ampak pri teh 300,000 avtomobilih pomeni, da bomo mi seveda uporabljali elektriko, ki ne bo pridobljena z zelenimi energijami. In nekako Evropska unija vseeno, po mojem mnenju, malo špekulira, da se bo na področju zelenih energij tudi naredil hiter preboj z modernimi tehnologijami na tem področju in da bo lažje potem seveda to loviti. Je pa na priporočilo oziroma na zahtevo, mislim, so bili Nemci in Francozi, da so vendarle
ne, še dal noter še druge energije, ki so zelene, da ni samo električna, ne, ker se mi zdi, da tudi je prav. Skratka, če hočemo biti zeleni, mora tudi elektrika biti pridobljena zeleno, a ne, drugačni smo nič naredili na koncu. Nemčija ta trenutek naredila tranzicijo iz jedrske energije, pa so vložili 500 milijard v to, da so danes najbolj in zaradi vojne v Ukrajini smo šli nazaj na fosilna goriva in mrskaj se nam zdaj seveda dogaja. Se mi zdi, da je tle predvsem pomembno poslušati stroko. No. Tako, vsaj kar se tiče jedrske energije, mislim, da jo mi začenjamo poslušati, da smo na pravi poti. Ja. V Nemčiji pa iskreno ne vem, kaj se dogaja. Mislim, tako pač vem, da imajo tam zeleni svoj vpliv. Nevladne organizacije so močne, pač zastopane v parlamentu in to so pač drugačni pogledi in nerazumljivo včasih. No. Res, sploh v današnjih časih. Če vam lahko povem še en podatek, ne, ker sem prebirala od te stvari, me valjda intrigirajo. 15 milijonov ljudi v Evropi dela v avtomobilski industriji. Ne? Ampak zelo zanimiv podatek je pa tudi, da je 60 milijard evrov letno namenjenih razvoju avtomobilske industrije. Ne? Vse to ti da neko upanje, sej, ne, če gledaš Mercedes, BMW, Volkswagen, te veliki proizvajalci evropski, Audi, da nam koga pozabila, so ogromno delali na novih tehnologijah. A ne? To avto 10 let nazaj, avto danes, a ne? Bodo morali, razvijajo se seveda vozila na zeleni vodik, ki so danes še zelo draga, ampak se niti nimaš kaj natankati, pa cena tega goriva je še vedno zelo draga, ampak verjetno je zeleni vodik enkrat neka prihodnost. Ja. Mene najbolj kar zmot pri tej zadevi je, ker tukaj si moramo biti iskreni. Ne? Jaz imam tukaj kot predstavnik stroke, ne nazadnje, zelo velik pomislek tudi dejansko. Jaz tudi poskušam razumeti Evropo in poskušam razumeti Bruselj, mi pa tema pade na oči, ker se mi zdi, da se spet ene zakone sprejema, ki bodo zadeli ne samo nas, navadne državljane, ampak praktično vse državljane stare celine, da se to ne dela premišljeno. Ne? Ker po drugi strani mi se moramo tudi iskreno vprašati, pri prometu štejemo vsak gram. Promet je seveda tisk, ki ga vsak opazi in vidi in sliši avto in tako naprej, ampak po drugi strani cel svet se peha za multipotrošništvo, za neprestano gospodarsko rast. Če hočeš ti 5-6% stvari več na leto narediti, rabiš posledično tudi več toliko energije. In mobilnosti in vsega skupaj. Po eni strani bi želeli, da je storilnost, dodana vrednost na zaposlenega vsakič večja, da bomo hitreje odzivni, da bomo hitreje prilagodljivi. Po eni strani pa sekaš tukaj mobilnost. Ne? A vam lahko eno stvar povem? Povejte. Ne? Veste, vsaka taka akcija v regulativi prinese vedno neke reakcije za sabo. Ne? Jaz se zelo dobro spomnim, ker enkrat Vuk Čosič, kolega, ki ga pač poznam, rekel, a veste, pri razvoju modernih tehnologij in potem pri omejevanju ali pa regulaciji določenega področja je vedno treba ujeti pravi trenutek in se prilagoditi novim razmeram. Za primer je dal, veste kaj, kako se je morala sedlarska industrija prilagoditi, ko so se pojavili avtomobili. Sedlo je bilo prej osnova za kona in prevozno sredstvo. Sedlarska industrija je bila vsak je imel kona, vsak je imel sedlo. Ko so prišli avti, so se morali prilagoditi. In so začeli delati butične, nišne izdelke in je kakovost zrasla, recimo. In tako, ko se bodo morali kmetje prilagoditi pri kmetovanju, in umetna gnojila, herbicidi, to bo počasi vse lepo zginjalo, se bo tudi avtomobilska industrija morala prilagajati novim krutim realnostim podnebnih sprememb. Zdaj, ali je to premišljeno ali ni, v tem lahko debatirava. Tudi meni se zdi, da so si pustili manevrskega prostora nekaj, da bi se to mogoče dalo celo popraviti kasneje. Ne? Ampak... Zdaj ste dali dobro primerjavo, ampak nekaj mi moramo vedeti. Konji v resnici niso izginili iz mobilnosti, ne? Ampak so danes konji, sedlarska industrija, krasna sedla, krasni škornji. Ampak precej manj, ne? Ja, ampak predvsem pri premožnih ljudeh. Tam je pa tega veliko. To je pa res. In to ne smemo mi dovolj, da se nam bo zgodilo mobilnostna revščina. Ker danes jaz sem zasledil tudi našo državno se pravi strategijo mobilnosti, podnebnosti in tako naprej. Ne? Omejitev na avtocesti 110 km/h, na cestah 30 km/h. Govorimo o cestnem prometu.
30. Ja. Tam, kjer je omejitev naselja, ali govoriš na sploh? Naselje. Ja, v V redu. vseh mestih iz Pa 50 najbrž na 80 30. ja, okay. No, ampak kaj imamo Če bomo zdaj? šli na samovozeča vozila, ne? Če bomo šli na samovozeča vozila in bo to računalniško cek, mogoče tudi ne bo zastojev, pa bo to dosti fluid, recimo. Sam na koncu. teoretično bi Spet bila... govorimo o tehnologijah, ki Sam- lahko pomagajo. Sam v širokopasovnih digitalnih avtocestah hitrosti rastejo, ne padajo. To je ena zadeva. Druga zadeva, ki pa mene skrbi, nikjer nisem pa videl, da bi se na slovenskih železnih cestah Ja, povišala to pa je, hitrost, ne? Seveda, pa bi se morala. Ker recept zmanjševanja avtomobilov na cesti je seveda učinkovit javni promet. Iz mojih lepih uršnih sel do Ljubljana je 83 km železne ceste. Naj mi oprosti slovenske železnice, če sem se zdaj v ceni zmislil, upam, da niso podražili. Na zadnje, ko sem se pelil, je to stalo 7,99 €, pa pelil sem se 2,15 Ja, Marija, 80 km. 80 km. Ja. Jure, glede tega ne vem, ampak glede tistih prvih navedb, jaz vidim tle en tak veto na najvišjem nivoju. Všeč mi je, da je naši predsednici všeč raznolika mobilnost in to me zelo pomerja. Ja. Protokola ne smemo kršiti. Čeprav ste povedali, kje je bil vaš prvi avto, je to zadnje atmosfersko vprašanje. Kjer je bil moj prvi avto? Ja, ste Peglezen, Ja, Bovhica. Ja, jaz imam vsem še eno vprašanje. a res? Zanima me, kaj je stvar, ko enkrat moraš sprejeti zaradi funkcije vsta protokol, ki verjamem, da ga je veliko več, kot mi sploh lahko slutimo. Ja. In če se je bilo težko odreči, recimo vožnjo avtomobila sama in tako naprej, da ne morete kar vsak dan, zdaj pa grem jaz en krog, pa en špancir z avtom. Kaj vas je pa pri protokolu presenetilo? Nekaj, kar mogoče niste pričakovali, ker verjamem, da ste veliko stvari vedela, kaj se bo zgodilo, kako bom, pa kaj je bilo pa tiste rekla, da je bil moment, to pa nisem vedela, to je pa zanimivo. V bistvu sem šele zdaj spoznala, zakaj je protokol tako zelo pomemben. Glede na urnik, ki ga imam našponanga res do konca, so oni skupaj z mojimi varnostniki zadolženi, da je to v minute natančno vse splanirano. Če meni piše, da moram na Brdo priti 16:46, bom jaz 16:46 tam. To je mene vrgel na rit. Kako fantje preračunajo v avtih, koliko hitro morajo voziti, da jaz pridem tja 16:46. In potem, ko moram 17:21 iti, moram 17:21 iti. Tako na minute. In to brez vseh teh, ki v ozadju skrbijo za to, da je vsaka stvar natančno splanirana, to ne bi ratvala. Zaradi tega jaz na nek način hočem nežno končati tale podcast, ker smo se že predtem zmenili, ker vem, da imate obveznosti pa še naprej. Jaz bom rekel, najlepša hvala, v izjemno čast nam je vsem trem, da ste prišli na obisk k nam. Vem, da radi te stvari ponavadi naredite pri vas doma v predsedniški palači, ampak se pravim. Tudi pridemo tudi na dom. Da nam pozabo, ene konje na mizo pa vsem žihar damo. Hvala lepa. No, to pa bom zdaj preučila, kjer je najmočnejša. Lahko. Hvala lepa tudi za pogum, da ste postali prva ženska predsednica Republike Slovenije. Jaz mislim, da s tem smo tudi potegnili eno pomembno črto proti demokracijo. Smo, v Evropi smo samo 4 ženske predsednice in to je bilo res opaženo, tudi znotraj Organizacije Združenih narodov. Mal drugačno energijo imamo, mal bomo potegnili še kakšna dekleta za sabo in jim tlakujemo pot, ki je bila do zdaj pač tako hard to get. Pa država mora imeti tudi enkrat mamo, ne? Ja, evo, da ne vsa mata naroda, ne? Ja. Hvala še enkrat. Najlepša hvala. Z največjim veseljem. Hvala vam za povabilo. Stisem. Super je bilo. Meni je videl takole. To vsak reče. Kako smo bili skoraj uro pa pol? Se mi zdi, da smo se šele dobro greli, da bi lahko kar laufal še naprej. Točno to sem jaz imel, to sem še hotel v podcastu povedati, ampak veš, vedno, ko končaš podcast z nekim petrolheadom, vsaj v našem primeru, si rečeš, tega človeka si jaz želim nazaj, da se spet pogovarjamo o avtih. Da še kdaj prijete, da se v avtih spet pogovarjamo. Ker bo treba update-ati, kaj fotko moramo narediti.